V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, dragi bratje in sestre v sveti družini. Zgodilo se je v 80. letih prejšnjega stoletja, in sicer tam majčkeno naprej od mehiške meje v Ameriki, veste, da Mehika je tam nekje spodaj pod Ameriko, in potem gor naprej pa Severna Amerika. Tam zdaj Trump postavlja tisto ograjo in ima tisto, varuje tisto ameriško mejo. No, zgodilo se je v 80. letih, to se pravi pred kakšnimi 45 leti, in neki Mehičan je hotel priti v Ameriko. Veste, da mnogi Mehičani so hoteli priti v Ameriko, pa še hočejo priti v Ameriko, ker se jim zdi Amerika kot obljubljena dežela, kot raj na tem svetu, kjer bo služba in tako naprej. Ampak ta ideja je seveda zgrešena. No, in takrat v 80. letih je tudi neki Mehičan z imenom Jesús Buendía-Gayton je šel proti Ameriki, da bi v Ameriki dobil kako službo, da bi zaslužil, da bi lahko živel. No, in pravi morate vedeti, da Jezus seveda je po slovensko Jezus, ne. Morate vedeti, da mnogi Mehičani imajo ime Jezus, to je pač, zelo so pobožni ljudje. Ko mi v Sloveniji nimamo te navade, da bi dali komu ime Jezus, Mehičani pa imajo to navado. No, in ta Jesús Buendía-Gayton je torej šel proti Ameriki, ampak vedeti, da tam od severne, od Mehike do ameriške meje je puščava, pustinja in tako naprej, neobljudena, brez vode in tako, brez hrane. No, in ta revež seveda je slabo presodil, kako bo tam hodil, pa koliko časa bo hodil. Bil je peš, ne, in je bil ves izčrpan, dehidriran, in na tem po nekaj dni je že hodil, izgubil se je, ne. Takrat še ni bilo ni še imel GPS, se pravi, da bi lahko vprašal, kje je. No, in je bil na tem seveda, da umre. Pravi, naenkrat se je od nekod pripeljal neki tovornjak, pravi, iz tovornjaka je skočil neki modrooki Mehičan. Pravi, v svojih 20 letih. Pravi, ponudil temu Jesusu vodo pa hrano in mu povedal, kje lahko najde zaposlitev. Se pravi, vse mu je povedal, kar je moral vedeti. No, potem seveda ta Mehičan je bil, Jezus je bil čisto iz sebe. Ko se je to zgodilo, seveda se je Bogu zahvaljeval za to, da mu je rešil nekdo življenje, potem ga je pa vprašal, pravi, kako se mu naj zahvali, ne, ko bo enkrat dobil službo, pa ko bo delal, ko se bo vrnil v Mehiko, kam naj pride, da se mu lahko zahvalil, pa mu poplačal kako njegovo dobroto. Pa mu je rekel ta modrooki Mehičan, pravi, da naj gre v majhno cerkev v majhnem mestecu, ki se imenuje Santa Ana de Guadalupe v Jalisco. Jalisco je neka mehiška zvezna država, Jalisco. Oni imajo tako zvezne države, kot ima Amerika. Pravi, da naj gre tja, pravi, kjer je ta modrooki Mehičan, pravi, kjer je ta modrooki Mehičan bil duhovnik v tej cerkvici. No, in potem je ta Jezus res, ko je zaslužil dovolj denarja, dobil je službo tam, ko mu je ta Mehičan rekel, da naj ko je pa šel nazaj, ko se je vrnil v Mehiko, je šel v tisti kraj Santa Ana de Guadalupe in v Jalisco in šel v tisto cerkev, stopil noter in svojega odrešenika, ki mu je rešil življenje, videl nad oltarjem gor na sliki. Edini problem je bil v tem, da je bil ta duhovnik, ki mu je rešil življenje, že več kot 50 let v večnosti. Ja, no, in kdo je bil ta duhovnik, ki mu je rešil življenje? To je bil njegovo sliko, sem pa doma pozabil. Pa cel dan sem si dopovedoval, da moram sliko s sabo nositi. Pa na koncu pa pozabim. No, saj je vseeno. V glavnem, to je bil en mehiški duhovnik, oblečen tako, kot sem jaz oblečen, s tem, da je imel še maseto tule okrog. Maseta je tista, tako ogrinjalce okrog vratu.
zraven tako v takem črnem talarju in tako naprej. Ja, ta duhovnik je bil, njegovo ime je Toribio Romo González. In danes je sveti Toribio Romo González. Se pravi, bil je svetnik, ki je temu človeku rešil življenje, prišel je iz nebes, kje je pa tovornjak dobil, to pa njega vprašajte, ampak če lahko se hudiči vozi v letečih krožnikih okrog, pa ljudi strašijo, pa jih maltretirajo, potem lahko seveda tudi Bog da nekemu svetniku neki tovornjak, oziroma mu ga materializira neki tovornjak, vidite, da lahko pomaga ljudem. Vemo, da sta dva, to sem že enkrat ko sta dva zakonca ostala, avto jim je crknil tam malo pred Severinom v Italiji, tam pred obalo. In je prišel tisti angel z avtomobilom, pa se odpeljal z avtomobilom, potem pa izginil naenkrat. Se pravi, Bog lahko to naredi, da se lahko prikaže neki svetnik, angel v nekem avtomobilu, kakšnemkoli vozilu že, in se dopusti tudi iz svojih razlogov, da se lahko hudiči z letečimi krožniki vozijo po nebu gor, pa ljudi maltretirajo, ampak to več do naslednje nedelje. O tem več tam. No, pravi vidite, to ni edini primer, ko se je zgodil, da je sveti Toribio Romo González, da je ta duhovnik pomagal tem ljudem. Mnogim je pomagal in zanimivo je, da je mnogim je rekel, naj grejo nazaj v Mehiko, naj ne hodijo v Ameriko. Vidite, tudi ko je bil še on majhen, on se je rodil v rejni družini v Mehiki, tam v tem kraju, blizu tega kraja. In je potem, še kot bogoslovec, ko je bil še bogoslovec, je napisal eno tako igro za igranje, v kateri nastopata dva moža, eden, ki je šel v Ameriko, pa se nazaj vrnil, pa en Mehičan, ki je ostal v Ameriki. In potem seveda tisti, ki je šel v Ameriko, je izgubil vero in prišel si nazaj bogat in tako naprej s tistim ameriškim načinom življenja, ampak brez vere in brez morale, brez katoliške morale, medtem ko ta Mehičan je pa obdržal katoliško verno moralo. Na ta način je hotel reči Mehikancem, ne hodite v Ameriko, ostanite tukaj, pa tukaj delajte, pa tukaj živite. To je edino pravilno, se tudi to hoče Trump doseči, to, ko postavlja to mejo in tam straži, da ne bi hodili Mehičani v Ameriko brez potrebe. Vemo, Amerika ni raj na tem svetu, ampak je vsega drugega. Ja, no, in vidite, kdo je bil ta Toribio Romo González? On se je rodil anno domini 1900 v Mehiki, na majhni kmetiji v Santa Ana de Guadalupe in Jalisco. In potem tudi njegov brat je postal duhovnik, imel je tudi eno sestro in postal je duhovnik zelo mlad, tako da je moral dobiti iz Rima posebno dovoljenje, spregled zaradi njegovih let, kajti koliko je bil star, 22 let, ko so ga posvetili za duhovnika, tudi tradicionalni duhovnik je bil. Potem se je pa zgodilo, veste, da je bilo od 26 do 29 let v prejšnjem stoletju je bil na oblasti v Mehiki, Plutarco Calles. On je bil prostizdar, brezbožnež, komunist in tako naprej, protivirec, on je hotel uničiti katoliško vero v Ameriki, popolnoma uničiti, prepovedal je imeti kakšnekoli križe v hišah, podobe, svete podobe, prepovedal je molitev, prepovedal je verouk, prepovedal je maševanje duhovnikom, podeljevanje sakramentov. In seveda v tem primeru seveda duhovnik ima zapoved, da je potrebno onega zbuditi tam za hrbtom, gospod Jože, da ne bo spal. Pa je potrebno vedeti, da v takem primeru velja pravilo, da je treba Boga bolj poslušati kot ljudi. Ker Božja zapoved je, vidite, da prijemamo sakramente, da smo pri maši, da pri pravi katoliški maši, ne pri novosordo nekatoliški maši. Katoliška maša nas ne obvezuje pod to zapoved, pač pa samo tridentinska maša, če moramo priti do nje. Ja, no in seveda ta Toribio je poslušal bolj Boga kot Calesa, ki je bil brezbožnež, ki je bil seveda v službi hudiča, pa dal dušo hudiča. In je še naprej maševal, a seveda pa skrivaj, morajo skrivaj maševati, ampak takrat se je po celi Mehiki se je napravila ilegalna cerkev, po celi Ameriki, imeli so svoje hiše, kjer so vedeli točno, kdaj bo maša, pa kdo bo maševal, in tako seveda vse je bilo v tajnosti, se morajo skrivaj, kajti če so dobili duhovnika, ki je maševal, so ga ustrelili.
Jaz imam v svoji spalnici tam v Črni vasi na steni gor med neštetimi drugimi slikami. Imam tudi podobo, imam A4 format, ležečo kopijo fotografije, kako enih 5 mehiških vojakov, kako strelja duhovnika pred cerkvijo v mašni obliki, z baretom na glavi in vse tako v mašni obliki tradicionalnih duhovnikov, veste, zato, ker so ga ulovili, da je maševal tridentsko mašo. In to in tam zraven nasproti takole so na levi strani so tisti strelski vod, potem takole je tisti njihov poveljnik, ki jim je dal povelje, naj strelijo, duhovnik, tule je bil pa duhovnik. Od tistega strelskega voda samo nekaj metrov pač od njega. Pred cerkvijo tam stoji. In to fotografijo je dal zanalašč, tisti poveljnik tistega strelskega voda, zanalašč to fotografijo napraviti in potem jo je poslal Kalesu. Kales jo je dal objaviti v časopisih, da bi ljudi prestrašil, češ, poglejte, takole pač mi naredimo z duhovniki, ki mašujejo kljub prepovedi. In kaj se je zgodilo? Namesto da bi se ljudje prestrašili, so bili še bolj goreči za katoliško vero, so rekli, so bili še bolj za to, vidite, in so še raje hodili k maši na skrivaj, seveda tvegali življenje, ampak vemo, da je treba Boga služiti bolj kot ljudi. Ja, no, in napravil ravno kontra učinek je napravil, kot je hotel napraviti. Ja, ljudje so bili še navdušeni in seveda temu duhovniku, ki ima, mislim, fotografijo gor v spalnici, mu je ime Francisco Vera. Mehičan, Francisco Vera. No, to je bil pa Toribio in Toribio je tudi, kot ta Francisco Vera, je ravno tako maševal, poročal, delil zakramente, zakramentale, spovedoval, seveda vse na skrivaj po tistih hišah in na skrivaj, ampak enkrat se je pa zgodilo, da je pa nek človek, ki je poznal tisti kraj, kjer je on trenutno bil, ta Toribio, je pa obvestil zvezno mehiško vojsko in so prišli. In ravno je šel popoldne, on veste, on je imel delo noč in dan, lahko rečem, noč in dan, tu pa tam je kaj počival, pospal in je šel popoldne mečkam počivati, ker je bil pač utrujen. In so ga ravno, ko je počival, so vdrli noter v njegovo hišo, prišli noter in ga ustrelili v hrbet enkrat, pa je padel dol, pa se je dvignil še enkrat gor, vpričal njegove sestre, ki je bila tam, pa se je dvignil gor in še enkrat ustrelili v hrbet in potem je bil mrtev. Ja, ampak danes je pa nebes, vidite, hodi na zemljo pomagati tem ljudem Mehičanom, in jih vabi, naj gre nazaj v Mehiko, naj hodijo v Ameriko, vidite, in pomaga jim, rešuje življenje, tudi s tovornjakom, če je potrebno. Ja, vidite, to je pa Božja previdnost, Bog se ne da premagati, Bog je nepremagljiv. Ja, vidite, v nebesih je, no, in današnje barilo pravi, če bi ne vem kaj delal, vse dobro, vse razdal, živež dal, svoje življenje dal, vero, vso upanje, ne bi imel pa ljubezni, to pomeni nadnaravne ljubezni iz ljubezni do Boga, nisem nič. Vidite, ta pojem ljubezni, o kateri govori Sveto pismo, je pojem od nadnaravne ljubezni. Ne mislim na nobeno človeško to ljubezen, o kateri govorijo kakšne revije, Lady pa tako naprej, vidite, to ni, ampak govori samo od nadnaravni ljubezni, vidite, iz ljubezni do Jezusa Kristusa. Vidite, edina ta ljubezen, vidite, je zaslužna za nebesa. Torej, če bi karkoli napravil, delal dobro, pa ne bi imel ljubezni, nadnaravne ljubezni do Jezusa, vidite, mi nič ne koristi. Zato je tako pomembno, da ljudem oznanimo pravo vero. Kako naj ljudje imajo ljubezen do Boga, pa do bližnjega, ljubezen do Jezusa, če pa Jezusa ne poznajo? Če v Boga je papež, ki pravi, da vse vere vodi nebesa, ni mogoče. Brez ljubezni ne pridemo v nebesa, ampak edina ljubezen, ki vodi nebesa, je pa ljubezen do Boga, ljubezen do trojedinega Boga, Očeta in do Jezusa Kristusa. Vidite, sama logika, preprosta logika človeka, vidite, ki je 5 let star otrok lahko razume, čeprav še ni pri pameti, vidite, nam pove, da ljudje morajo poznati Jezusa, če hočejo priti v nebesa. Brez Jezusa ne more priti v nebesa. Ja, ali pa, če pa ne more priti do Jezusa, vidite, brez svoje krivde, pa iz ljubezni do Jezusa, vidite, Boga, ki je zapisal Božji zakon, človeška srca. Ja, no, in ta Toribio, vidite, je imel to nadnaravno ljubezen, temu se reče duhovniška nadnaravna ljubezen, ki je seveda za vas laike nerazumljiva. In seveda potem mnogi laiki si
si predstavljajo, si predstavljajo, ki pač projicirajo same sebe, tudi duhovnika, vse mogoče, ampak da edina ljubezen, ki jo duhovnik mora imeti in sme imeti, je ta naravna ljubezen do Boga. Do svojih, seveda do Boga in do svojih bližnjih. In to je ta sveti duhovnik imel, to Livio Romo, in jaz imam pa v dnevni sobi imam njegovo sliko, sem hotel s sabo prinesti, sem jo dal tam, pa sem si mu priporočal molitev, da bi molil, prosil tudi zame. No, evangelij, ja, no, in tule imam pa potem pa en drug primer. Tule imam pa en drug primer, ki se je zgodil pa v Peruju. Peru je pa južnoameriška država, kolikor vem. No, in tam je neki glavni kardinal Peruja, je kardinal Carlos Castillo Matasolio, nadškof v Limi. Lima je verjetno glavno mesto Peruja. In kaj se je zgodilo, vidite, pred kratkim, 24. januarja, so na papeški katoliški univerzi v Peruju so razglasili, da bo neka igra, gledališka igra. Ja, no, in to igro so propagirali z nekim plakatom, na kateri je bil neki moški preoblečen v žensko, z nekim plaščem, in na tem plašču je bilo Marijino brezmažno srce. To se pravi, šlo je za nekega moškega, ki naj bi spremenil spol in bil ženska, in to na katoliški univerzi, pazite. No, in kaj se je zgodilo, vidite, takoj, ko je to prišlo ven, naenkrat hvala Bogu, vidite, so se našli katoličani v Peruju in so dvignili glas proti tej igri. In prvi, ki so dvignili glas proti tej igri, so bili škofje, škofovske konference v Peruju. In pa Ministrstvo za kulturo. Se pravi, oboji so protestirali proti tej bogoslužski igri. Potem je tudi škofovska konferenca v Peruju proti temu protestirala. Potem minister za kulturo je govoril proti temu, da se ne sme verskih simbolov pa podob zlorabljati za nekaj, kar žali Boga pa Marijo. So se postavili v bran, vidite, hvala Bogu in Mariji in svetemu Jožefu. In celo župan mesta Lime, Rafael López Aliaga, je rekel, pravi, da ta igra to je umazanija, da ne rečem še kako drugače, pravi, to je žalitev, pravi, katoliške cerkve, pravi, in vseh milijonov katoličanov v Peruju, pravi, in po vsem svetu, pravi, da se nekaj takega dogaja na katoliški univerzi. Pravi, oni morajo tako odstraniti to igro iz te katoliške univerze, je zapisal na X, se pravi tisti medij. No, in kaj je rekel kardinal, nadškof v Limi, o katerem sem vam prej rekel, pravi Carlos Castillo Matasolio. Kaj mislite, kaj je pa on rekel? On je rekel, pa ne, igra je ta prava pa dobra. Da si pa zamislite. On bi moral biti prvi, ki bi rekel, ta igra nima kaj delati na katoliški univerzi, pa prepovedati. Ne, on si je postavil pa v bran tej igri. Ne, igra je dobra, igra je bo. No, in nekdo je, potem je pa nekaj, okrog 20 vernikov je šlo pred kardinalovo hišo, pred njegovo rezidenco, pa so imeli ložni venec v zadoščenje za to bogokletno igro. In kaj je kardinal napravil, kaj mislite? Klical je policijo in je rekel, naj jih razženejo. Vidite, to je pa modernizem v akciji. Zdaj pa gledajte, kateri človek je bil bolj slep? Kateri človek je bolj slep? Ali ta slepec iz današnjega evangelija, ko ga je Jezus ozdravil, ali ta kardinal, vidite, ki je kardinal, ki lahko postane papež, teoretično, verjetno upam, da ne bo. Bog nas umaril pred takšnim papežem. Vidite, kateri je bolj slep, ta ali ta kardinal, vidite? Bolj slep je kardinal, vidite. To je duhovna slepota, vidite. Duhovna slepota, ki pa danes, na žalost, vidite, zasleplja vse moderniste v katoliški cerkvi, s papežem vred. Bog mu daj zdravje in večno življenje, jaz sem molil za njega, za njegovo zdravje in zveličanje, vidite.
molim za njega, vidite, da bi prišel v nebeso, da bi rešil svojo dušo, ampak on je duhovno slep, tako kot ta kardinal. On zagovarja stvari, ki so popolnoma proti katoliški veri, vidite, to so duhovni slepci. Da ne govorim o globalistih, vidite, pa teh ljudeh, vidite, ki zunaj cerkve vlada, vidite, to so duhovni slepci. Zagovarjajo stvari, ki so popolnoma proti zdravi pameti, proti Božjim besedam, Božjim zapovedim. In ko človek to bere, se mi zdi, kaj naj človek naredi, nič, treba je moliti za njihovo spreobrnjenje. Božja kazen so za nas pa današnji svet. In to je tisto, kar moram reči, to je duhovna slepota. In ti ljudje imajo seveda svobodno voljo, mi molimo za njih, prosimo, Bog jim daje milost, ampak če oni za to milost niso odprti, če je ne sprejemajo, če z njo ne sodelujejo, in tudi Bog sam ne more pomagati. In če bodo duhovno slepi umrli, bodo pogubljeni. Kar tem kardinalom vred. Kako ne bodo brez, da kardinal bo prišel pri Jezus sodni stol, ko bo umrl, pa rekel, poslušaj ti, kardinal, kako mi že mi trojni, Mehičani imajo trojno ime, prvo ime je osebno ime, pa je pa priimek od očeta, pa priimek od matere, zato ima 3 imena. Kardinal Carlos Castillo Matasolio, moj kardinal, ti si bil na zemlji zato, da si delal za mojo čast in slavo, pa čast in slavo moje matere Marije, si delal pa ravno obratno. Si delal pa ravno si pa podpiral bogokletne bogoslovske igre, ki so jemali meni čast pa moje matere Marije. A bo tak šel prišel v nebesa, jaz težko upam, dvomim, da bi prišel v nebesa. Ne želimo pogubljenja, molim, da bi se spreobrnjenje, ampak objektivno je na poti v pogubljenje. Ne morem drugače reči, po vsem tem, kar vemo o katoliški veri, kolikor Jezusa poznam, bom pa sploh, če kdo žali njegovo mater Marijo, pa sploh je pa sploh človek zgubljen. No, zgodilo se je, da ne bom predolg, smo danes po 4 ure bolj kasneje začeli. Zgodilo se je, da je redovnica, ki je bilo ime Ivana od Jezusa in Marije, in sicer je bila frančiškanka, je nekega dne pred drugim Vatikanskim koncilom, pravi, je nekega dne meditirala oziroma premišljevala o detetu Jezusu, ki ga je Herod preganjal. To je odmev na Božič iz lanskega leta, pravi, in zaslišala je naenkrat, ko je premišljevala o Jezusu, ki ga je Herod preganjal, ki je hotel umoriti, je slišala velik hrušč, pravi, v hiši, v tistem samostanu, kjer je živela, kako da nekdo nekoga preganja. In naenkrat je zagledala čudovitega, lepega otroka, seveda Jezusa, pred seboj, ki je rekel: moja Ivana, pazite, moja Ivana, ona je redovnica, moja Ivana, je rekel, pravi, pomagaj mi in me reši, pravi, jaz sem Jezus Nazarečan. Pravi, bežim pred grešniki, ki me preganjajo hujše od Heroda. Pravi, hoče me umoriti, reši me svojo ljubeznijo. Vidite. In to govori vsakemu izmed nas, vsakemu izmed vas. Reši me, Franc ali pa Francka ali pa Tone ali pa Tončka, reši me pred temi preganjavci, pred temi modernisti in globalisti, ki me preganjajo, ki me hočejo umoriti, vidite, s svojimi grehi in s tem, da uzakonjajo grehe. Uzakonjajo grehe. Naša Slovenija hoče uzakoniti evtanazijo, abortus že tako in manj, tako na vse, kontracepcijo in tako ima. Ne preganjajo tiste uboge farmacevte, ki imajo ugovore vesti in tako naprej. Ampak morate videti, da ta zakon, ki ga je parlament sprejel pod Golobom, je protiustaven. In sindikati bodo dali na Ustavno sodišče presojo tega zakona, in če bodo ustavni sodniki pošteni, lahko razsodijo samo, ta zakon je protiustaven in ne more veljati. Ker po zakonu, po ustavi ima vsak Slovenec pravico do ugovora vesti. Vsak, kdo noče napraviti abortusa, kdo noče napraviti evtanazije, kdo noče izdati abortivne kontracepcije, ima ugovor vesti in lahko ugovor vesti uveljavi na svojem delovnem mestu. Vidite, ampak živimo v taki državi, vidite, da lahko nek parlament sprejme nek zakon, ki je popolnoma skregan z ustavo, slovensko ustavo. Kako je to mogoče? To so ljudje, vidite, ki so zaslepljeni. Ampak poglejte, slepec v evangeliju je rekel: Gospod, ko mu je rekel, kaj naj ti storim, Gospod, da spregledam. In potem ga je Jezus ozdravil, trenutku, vidite, lahko samo Bog naredi, in je rekel, pravi, pojdi, pravi, tvoja vera te je ozdravila. Po starem prerodu pravi, tvoja vera ti je pomagala, ampak latinski izvirnik, če ste poslušali, pa pravi, te je salvare, se pravi, te je odrešila.
Jaz bi latinsko besedo to povedal, bi te tvoja vera te je rešila, te je zveličala, lahko rečem. Se pravi, Jezus mi je povedal, ker je rekel Gospod, se pravi, Jezus se je priznal za Boga, ker me ti priznavaš za Boga, kar sem, vidite, te je tvoja vera rešila, te ozdravila in te bo zveličala. Vidite, to je pomen Jezusove besede, tvoja vera te je rešila. Ampak poglejte naše globaliste, modernisti. Noben od njih ne reče, noben od njih ne prizna, da je duhovno slep, da je na napačni poti. Vsi gre pa na do srca, lepo vas prosim. To so inteligentni, to niso idioti pa debili, to so pametni ljudje, so inteligentni, da vidite, vedo, da delajo narobe, ampak grejo s tokom naprej, ker drugače izgubijo službo, dobro ime, spoštovani duhovniki so, pa škofje, častiti pa taki naprej. Vse lepo in prav, ampak ko boš ti prišel v sodni stol, bodo pa videli, kako bodo spoštovani pa častiti, če se ne bodo sprevrnili in kakšna sodba jih čaka. Bog jih naj spreobrne, vidite, tudi na priprošnjo svetega mučenca, vidite, Mehičana in vseh svetnikov in angelov, vidite, v nebesih, ki so že na varnem in so tradicionalni katoličani, kajti v nebesih ni modernistov in ne globalistov, in Očeta in Sina in Svetega Duha.